Ozadje. Danem, spoštovani in spoštovane. Širok nasmeh v bistvu pove dovolj. Včeraj sem bil na polfinalu Evropskega prvenstva do 20 let med Slovenijo in Francijo. Imenitna tekma, fantastična tekma na izredno visokem nivoju. Zares mislim, da se takšne košarke nobena članska ekipa, resna članska ekipa, pa mogoče celo reprezentanca, ne bi sramovala nikakor. Da sploh ne govorimo o vseh preobratih, ki so se v bistvu dogajale, o neki drami. V glavnem, vsak, ki je včeraj ali preko zaslonov ali v živo spremljal tole košarkarsko tekmo, no, ta pa je moral uživati. Če ima rad košarko, če ima približno rad šport, je definitivno užival. Tole je bilo fantastično. In danes v bistvu se, lahko rečemo, nadaljuje prvenstvo ali pa zaključuje. V vsakem primeru Slovenija je zraven, ne samo v borbi za medaljo, v borbi za zlato medaljo. Nažalost pa zelo verjetno oslabljena za kapetana Urbana Krofliča, ki je v bistvu sredi tekme včeraj staknil poškodbo, mislim, da stegenske mišice. Tisti, ki je že sam kdaj to doživel ali pa vsaj približno pozna naravo poškodbe, ve, da ne zahteva takšna poškodba počitek dneva oziroma noči, ampak kar malo dlje. Niti ne verjamem, da bo kakšna injekcija oziroma kakršnakoli blokada tukaj pomagala. Mislim, da je tukaj vendarle on nažalost izgubljen, ampak če to včeraj pomenilo kakšno prepreko, ja ni. Fantje igrajo naravnost fantastično. Za podobne analize oziroma highlightse, v bistvu celo do nekih posnetkov v živo v dvorani, prav lepo povabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Da se vrnem ne samo k včerajšnjem srečanju, ampak celotni v bistvu zadevi, ki se dogaja čez celotno prvenstvo. Fantje od prve tekme dalje igrajo kot ekipa, igrajo kolektivno, kot sem že v prejšnjih slišanjih dejal, imajo idejo, imajo potezo več, izredno si pomagajo tako v obrambi kot v napadu in vse to, kar pravkar govorim, je na nek način ponavljanje, ki pa ga je uvedla v bistvu strokovna ekipa z Danijelom Radosavljevićem na čelu. Deluje, kot da bi Danijel lahko vodil ekipo amaterjev, ki bi pa skupaj odlično funkcionirala. Jasen primer je to prvenstvo, prejšnja prvenstva, posebej pa včerajšnja tekma. V neki situaciji smo mi izgubili Krofliča. Do tistega trenutka je naredil popolnoma vse prav. Potem je šel na zabijanje s fantastično potezo Vid Hrabar, se je udaril v brado, si jo poškodoval, je šel ven. V neki situaciji, ključni situaciji, slabe 2 minuti do konca, se zgodi 5. osebna napaka Marka Padjena. Mora na klop, znajti se moramo brez njega. V vsaki situaciji, ko smo ostali brez ključnega igralca, smo poiskali odgovor. Zgodile so se napake, seveda pritisk prvenstva domačega polfinalne tekme proti Francozom, brez najboljšega igralca, da ne naštevam naprej, je ogromen. Ampak mi smo v vsakem trenutku vedeli, kaj narediti. Igralci, ki so prišli noter, ki so nadomestili ostale, so bili z glave pri stvari, držali so se sistema, postavljenih akcij, ki so bile v določenih trenutkih najboljše možne. In tole je stvar ponavljanja, tole je stvar sistema, ki so ga postavili Danijel in sodelavci in ki pije vodo. Spet se bom ponovil, ampak podobnih zadev letos in v preteklosti pri članski reprezentanci nisem videl, sem jo zelo pogrešal. Na neki točki sem začel razmišljati o absurdu, ki gre približno tako, če bi Sekulič naslednjič povabil vse mladce v člansko reprezentanco, kdo bi mu pa zameril. Vse vem, absurd, ne gre tako. Ampak mogoče bi pa lahko Radosavljević Danijel povabil veliko mladcev v člansko reprezentanco, če malo naprej razmišljam, a ne? Verjetno do tega ne bo prišlo, ampak resnično vsa priznanja Danijelovi ekipi in pa seveda fantov, ki se to res neverjetno borijo.
Francozi so se izkazali kot hudičevo dobra reprezentanca, tale Douglas, njihov play, je samo češnja na torti, mislim, da je včeraj dosegal 30 točk. Veliko so se francoski igralci temperamentno obračali proti publiki, ne, ki je seveda skandirala za našo ljubo državo, za naše fante, ne, in za skoraj vsako doseženo trojko, vsako lepo potezo so se pač obračali k navijačem, kar jih je na koncu njihovo žal še vedno malo stalo, ne. Recimo tudi brat Wembanyame je včeraj odigral nekaj trojk, nevarno vsekakor, pa tu so še drugi igralci, ki so eden za drugim, ki so prišli, v bistvu so imeli kaj za pokazati, tako da, ampak dosti od njih, drugi me ne zanimajo. Včeraj je Padjen odigral takšno tekmo, zelo je nefer, da bi zdaj njega samo tukaj izpostavil, ker so vsi ostali dali svoj delež. Dogajalo se ogromno enih stvari pod košem, ki je bilo treba grebst, skakati, zapirati, se tudi malo pretepati, krila, organizatorji, mislim, vse je imela ta tekma, fantastično, res sem užival, že dolgo ne tako in pa dal sem si duška na koncu, sem bil res iskreno vesel. 6 minut do konca, 2 minuti do konca, 6 točk prednosti po trojki Petkovskega, deliri, potem hitro nekaj napak in zadnji napad, vsaj tisto, kaj smo mislili, da je zadnji napad, Bolhar z žogo, podaja do samega Grošiča, prodor in poškodba še Grošiča. Zvin gležnja, jaz srčno upam, da je danes zdrav oziroma vsaj približno na voljo za igro. Izgubljena žoga 8 sekund do konca in potem situacija, ko Francozi zaključujejo, ko se še v bistvu Bolharju, mislim, da se spodrsne in pade in branilec sam na metu za 3 zgreši skok za žogo in potem prekršek. Danes sem si še 2-krat ali 3-krat pogledal situacijo. Če v tistem trenutku ne bi nič piskali, jaz ne vem, če je bilo kaj narobe. V živo je izgledalo malo drugače kot absoluten prekršek, pa ne rečem, da ni bil. Da se pa to piska, pa ok, v redu, hvala. Če ne bi, mislim, da ne je bilo nič narobe. Ampak so. Filip Petkovski, izenačen rezultat, sekunda do konca. Hladen kot najbolj hladen špricer, potopil prvega, kar je bilo najbolj pomembno, zdaj drugega mogoče celo želel zgrešiti, v vsakem primeru ga je zadev, sledi podaja proti sredini, napaka Francozov, veselje Slovenije. Fantastično. Ti igralci so si to zaslužili, po vsem tem, kar so v bistvu šli čez, po vsej tej drami na polfinalni tekmi. In ja, danes nas čaka Srbija, o kateri ne vem veliko, sem po pravici, pred tekmo s Francijo nisem vedel veliko, ampak Francija je bila fantastična ekipa, kako smo tole zvlekli, Tako da, če mogoče kdorkoli koleba, če bi šel danes to pogledati, vemo, finale svetovnega prvenstva v nogometu je odbojka, kolesarstvo. Glejte, finale, Evropsko prvenstvo mlajših kategorij, razen tisto z Gorice se sploh ne spomnim, da smo tukaj imeli, od tega je preteklo kaj 20 let. Jan Močnik, Klobučara več ni bilo, Močnik, Močnika se zdaj nekako spomnim, Vidmar mogoče, ta generacija. Mi igramo finale doma. Mislim, včeraj je bilo fantastično vzdušje, pa je bilo okoli 5000 ljudi, to zdaj govorim popolnoma na pamet, ampak je bilo fantastično vzdušje. Kaj bo pol danes, ko imamo finale in to proti Srbiji, vemo, kar nekaj Srbov je tukaj pri nas, tako da mislim, da bo tole tudi na tribunah, mogoče en takšen boj, v športnem smislu seveda, no. Toplo priporočam, da si pogledate tole, vstopnice so še na voljo, mislim, da je spodnji ring že razprodan, tako da, lejte, par ur še je do tekme. Gremo na zmago, kljub temu, da smo poškodovani, da nam kdo manjka, se je včeraj pokazalo, da fantje zmorejo. Srečno Slovenija, gremo, do zdaj pa ste pokazali že ogromno, lahko smo ponosni in ja, to je to. Gregor sem bil z vami, do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, če ste pa tukaj vnovič ali pa prvič, prav lepo povabljeni, da se naročite na moj kanal. Gremo Slovenija, srečno Slovenija. Gremo Pogačar, gremo Argentina. Čau.